Načeloma s trajnicami, kar se tiče samega prezimljanja, ni problema. To tudi pove samo ime, to se pravi, trajnice naj bi bile trajne in naj bi dobro prezimile, dobro preživele v tem klimatskem prostoru. Kljub vsemu pa se dogaja, da recimo v določeni mikroklimi, ki je lahko manj ugodna, na določenem tipu tal, predvsem govorimo o težjih glinastih tleh, kjer pogosto lahko tudi zastaja voda, pa se lahko pojavijo določene težave z gnitjem koreninskega sistema ali koreninskega vrtu. Pa tudi sicer, kljub temu, da opozarjamo, da se goji predvsem res trpežne trajnice, se dandanes po vrtnih centrih in vrtnarijah prodaja tudi precej mejno prezimnih in take pač seveda potrebujejo neko dodatno zaščito. Tega se lahko lotimo podobno kot recimo pri vrtnicah, uporabimo lahko tudi lubje, sekance in podobne materiale, ki jih lahko enostavno, kot bomo tukaj pokazali na primeru gavre, ki sicer načeloma ni problematična, razen nekatere novejše, predvsem rožnate sorte, enostavno v center rastline takole nasujemo material in ta pomaga, da čisto v srčiki, kjer so najboljši popki, ki bojo potem bogato odgnali spomladi, ostanejo zaščiteni pred tistim najhujšim mrazom. Seveda se pa lahko zadeve lotimo tudi s pomočjo smrečja. Lahko tudi pokombiniramo oboje, vendar to niti ni smiselno. Skratka, enostavno iz smrekovih vej ali drugih iglavcev pripravimo nekakšen baldahin, iglu. Lepo položimo veje z vseh strani. In tisto največje nihanje temperatur, največji padci temperatur ne bodo dosegli osnove rastline in to ji bo seveda omogočilo normalno prezimljanje. Določene najbolj problematične trajnice, ki pač so pri nas mejno prezimne, razen recimo na obali, na Primorskem, kot je recimo tale morski pustoljub Crambe maritima, ki ne prenaša velike vlage čez zimo in pa nizkih temperatur. Predhodno seveda lahko odstranimo te stare liste, potem si pa lahko pomagamo ali s tem postopkom, ki sem ga navedel prej, da zasujemo to srčiko, kjer odganejo mladi listi, ali pač jih prekrijemo z vejami iglavcev. Lahko uporabimo tudi šop slame in potem na tega še poveznemo neko lončeno posodo, da omejimo dostop deževnice in pa talečega se snaga, da v bistvu vsa odvečna voda odteče v okolico, ne pa direktno v srčiko, ki bi lahko segnila. In tudi to je eden od načinov, da tiste najbolj občutljive trajnice vsaj delno obvarujemo pred propadom čez zimo. Predvsem pri številnih teh bolj mediteranskih zeliščih oziroma dešavnicah v bistvu pazimo glede rezi, da ne pretiravamo s to jesensko rezjo, kajti malce so te rastline občutljive na hudo zmrzav, še posebej v kombinaciji z vlago. In če pustimo mi te večje šope, te grmičke oziroma polgrme lepo v takem gostem stanju, tudi oni v bistvu delno poskrbijo za nekakšno izolacijo in ta hladen zrak ne prodre takoj v notranjost in ne poškoduje lesa in pa mladih popkov. Zato je tudi priporočljivo v skupine v bistvu posaditi več takih rastlin, ker potem druga v bistvu ščitijo tako samo sebe kot drugo in ustvarjajo nekakšno izolacijsko plast po vrhu in tudi v bistvu v takem stanju lažje prezimijo, zato počakamo z močnejšo razjo potem na pomlad.